par uvodnih besed, tako kot tudi Dunja. Za uvodno točko imamo pa tokrat glasbo, tako da kar prosim za en glasbeni uvod. Moram reči, da me Dunja vsakič preseneti. Zadnja razstava, ki sem jo videla v Piranu, v Polonjevi palači, je bila spet nekaj drugega, danes spet novosti. Tako da vsakič na novo Dunjo spremljam že nekaj let in vsakič na novo me znova preseneti z njeno sofisticiranost in dodelavo portretov in figur. Malo sem razmišljala recimo skozi obdobja nazaj, zakaj so se vendarle portreti pojavili. Predvsem zato, ker so portretiranci želeli neko svojo podobo z nekim svojim načinom življenja na umetniški način oziroma prikazati skozi umetniško oko. Tako lahko vidimo vrsto portretov skozi zgodovino od kraljevih do raznih cerkvenih veljakov, tako tudi meščanske portrete in vsakič znova so portreti deležni ne samo nekega psihološkega momenta, ampak tudi okolica, ki ga obdaja. Tako tudi Dunja pristopa s svojimi portreti na nek psihološki način, ne samo, da portretiranca skorda dobesedno ponovi oziroma zelo se približa njegovi realistični podobi, sama tudi kreira neko fizičnost okrog figure, sama jo tudi obleče, ji doda različne dodatke z ozirom na portretiranost tega značaja, karakterja in vsega, kar pač obdaja portretiranca. Zato imamo njene portrete nekako bolj, njeni portreti imajo simbolni značaj. Recimo zelo me je presenetila tale deklica, ki jo Dunja, mislim, da eno med zadnjimi portreti naredila, ki je dodala potem razno cvetje, tudi oblačilo ji doda drugačno, kakor je v resnici podoba portretiranke. Poleg tega se pa zmeraj osredotoči na njen pogled, oziroma ta pogled, oči in nek osebnostni prizvok, ki ga pravzaprav portretiranec dobi skozi njene oči. Tako da jaz Dunji čestitam, želim ji še veliko uspeha, jasno podpore
podpori mame in očeta, mislim, da je to en velik aplavz tudi za njiju dva, končno je le nekak simbioza vsega tega in pa tudi mentorice njene Slađane Mitrović, akademske slikarke, ki je več kot že 5 let oziroma že 6. leto pod njenim mentorstvom tudi slika več ali manj te portrete oziroma figure. Tako da, Dunja, jaz ti zelo čestitam in upam še na daljni uspeh in veliko še tvojih razstav. No, jaz se vsem zahvaljujem, da ste prišli na otvoritev moje razstave. Tukaj sem izbrala serijo svojih pastelov, torej portretov, ki so naslikani v tehniki pastela in so bili ustvarjeni v letih 2018 in 2019. V vsakem portretirancu sem poskušala ujeti tiste poteze, ki so značilne za njega in upodobiti karakter čim bolj natančno, pa tudi, da bi obraz izražal neka čustva in zato sem tudi tako poimenovala razstavo. Namreč animi motus pomeni čustva po latinsko in jaz sem zelo hvaležna vsem tistim, ki so mi pomagali pri organizaciji, pa tudi mojim mentoricam, tako da hvala vsem. Sedaj pa vabim, da probate pogostitev, pa da si ogledate še enkrat slike. Hvala. Besedo z moje strani. Dunja, dovolite, da ti čestitam kot ponosen ravnatelj. Zelo smo veseli vsake ustvarjalnosti naših dijakov in vse zadnje je namen klasične izobrazbe tudi poudarek na ustvarjalnosti in umetnost je gotovo del te ustvarjalnosti. Danes je to in to zelo cenimo, zato še enkrat čestitke in skromne direkcije.